In lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem naše televizije, ki takole gledate, kako je jesen že odločno zajadrala v našo Slovenijo in seveda sonce zdaj le še delno ogreva tele naše oktobrske dni, ki se seveda izjemno hitro krajšajo, no pa tudi jutra se tu pa tam že pričenjajo z meglo. Da je res jesen, nas opozarjajo seveda tele nižje temperature, ki rinejo v bajto in seveda že malo bi rekli, da predčasno obetajo novo kurilno sezono. No in če stanujete v večstanovanjski hiši, boste skladno s komunalno zakonodajo, navkljub seveda vsem šparanju z ogrevanjem, v kar vas najbrž sili finančna situacija, vseeno plačevali ogrevanje po enem dodatnem količniku, ki ga določa ne poraba, ampak kar kvadratura vašega stanovanja in seveda predvsem potrebe, bi rekli, komunalnega podjetja. Najprej so vas vaši zainteresirani upravniki stanovanj, kot veste, prisilili v investicijo, ki se vam bo finančno izplačala kvečjemu v kakih 25 ali 30 letih in s katero so vam na vašo fasado bajte nalimali mravljam prav prijazen stiropor, no zdaj pa, ko vam za voljo te investicije in izolacije seveda ni treba več toliko hacati, pa se uveljavljajo določbe zakona o nujnem plačevanju ogrevanja. Skratka, drage gledalke in spoštovani gledalci naše televizije ETV, tako je to, če smo državljani v enem, bi rekli, velikem povprečju seveda, še vedno dokaj anemični, prav po neevropsko, neaktivni, tudi seveda neorganizirani, se pustimo politično in ideološko manipulirati raznim plagiatorjem in se v primeru eklatantnega pravosodnega kršenja človekovih pravic, recimo po katerih smo kakopak dobro znani po Evropi, še vedno zadovoljimo le s kakim začasnim protestom, bi rekli, no, ob kaki odkriti institucionalni elitni korupciji, malo tudi seveda bentimo, potem pa kar pozabimo in seveda dovolimo, da nas žene prepeljajo čez vodo. Vse do naslednjih volitev, kaneda, ko se spet pojavi kaka murgelsko inštalirana psevdostranka novih moralnih standardov in etičnega blefa. No, smo torej, lahko rečemo, zelo kratkega političnega spomina. Danes se tako skladno, bi rekli, z našo kratkoročno civilno aktivnostjo, le še tu pa tam kdo vpraša, kje sta strani vladnih služb, denimo ugrabljena koroška dečka, in zakaj ju stara starša lahko obiskujeta le enkrat mesečno, namesto da bi ju vrnili nazaj v njuno okolje. No, hitro smo seveda tudi pozabili na kriminalne dodatke za pripravljenost in nekakšno stalnost, ki si jih je dolgo časa protizakonito delila javnosektorska elita, ki je seveda še vedno kar tam na istih pozicijah in se še kar naprej redi na proračunskem sesku davkoplačevalcev. No, v pozabo je seveda šel tudi hitro tisti škandalozen primer Kučanove hčerke Špele Kučan, čeprav so takrat mediji objavili, da nima ustreznih delovnih izkušenj, niti primerne izobrazbe, kakor tudi ne diplomatskega izpita za tisto elitno, dobro plačano delovno mesto ekonomske svetovalke na stalnem predstavništvu Slovenije pri Ženevskem uradu Združenih narodov. Primer je aprila letos sicer vzela v obravnavo KPK, a stvari seveda se ne spreminjajo, ostajajo takšne, kot so, vse to skladno z našim slabim slovenskim družbenim spominom. Vse je isto, bi rekli, kot so bile pred pol leta razmere tega primera, ko smo poslušali za interpelacijo, bi lahko rekli, izjemno godnega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, kako se je neokretno in za povrh še žaljivo izgovarjal, da ni vedel, čigava hči, da je tale Kučanova Špela. No, čeprav smo lahko seveda v medijih brali takrat mnenja kolumnistov, da je šlo za
pri tem nepotističnem kadrovanju za eklatanten primer politične korupcije. Vse ostaja tako, kot je bilo. Le Zemljarič, kajneda, še vedno prihaja k Počivalšku, kakor se mu zdi in kdaj se mu zdi, kajneda. Ni nobenih sankcij, seveda, vse isto kakor lani, kot bi rekli Belodugme. Javnost se seveda nekaj časa zgraža in intenzivno protestira, ampak se potem spet usmeri drugam k kakim drugim problemom. Ljudje seveda bentimo in potem spet pozabimo, medtem ko od vlade po 2 letih mandata še zmeraj nič reformnega ne pade, razen kakšne mini davčne reforme, ki pa jo vsi deležniki potem zavračajo in kritizirajo in zahtevajo spremembe. Ministrske funkcije se opravljajo še naprej s starim administrativnim ministrskim kadrom, navkljub seveda malomarnemu delu, pri čemer človek res ne ve, ali se ministri zajebavajo iz nas, ali so res tako nesposobni za delovno mesto, za katerega jih je nafehtal premier Miro Cerar, ki seveda brez vsake izjeme vedno in povsod zagovarja in tudi vedno opravičuje svoje ministre, ne glede na njihovo šalabajzarijo. Cerarju je seveda povsem jasno, da bi za vsakega uspešno interpeliranega ministra imel seveda velik problem z iskanjem novega birokrata. Interpelacije v parlamentu so tako, bi rekli, zgolj informativne narave. Koalicijski poslanci, ki se bojijo za svoje riti, seveda pri takih interpelacijah rešujejo, kar se rešiti da. Zdaj nesposobnega Erjavca, pa spet škodljivo Anjo Kopač Mrak, pa policajko Vesno Gerkeš Žnidar, kot bi seveda reševali tudi pravosodnega Klemenčiča in kot bodo najbrž reševali zdravstveno ministrico Milojko Kolar Celarc in nemara tudi infrastrukturnega ministra Petra Gašperiča, ki ga tudi čaka interpelacija. Jesensko listje torej odpada, naš ministerski in vladni ringelšpil pa se suče naprej. Jesensko listje po malem res že pada in počasi barva naturo, ki se pripravlja na svoj, bi rekli, specifično otožni jesenski nokturno. Ne označujejo tega časa zgolj prihajajoči vsi sveti in dan mrtvih, ki bo tu kot bi mignil, ampak nas že kar tale mesec oktober z nekaterimi obrednimi, spravnimi dogodki in pa dejanji usodno sooča s tako dolgo skrivano in zamolčano preteklostjo povojnega kajnavskega genocida, preteklostjo torej, katere sadovi so še vedno naša resnična razklana sedanjost. Sedanjost, ki nam tako zelo hromi celotno državo. No, imamo zločine in imamo žrtve, ni pa nobenih zločincev, kar je seveda ena posebnost in en poseben slovenski paradoks. Preko 600 evidentiranih povojnih grobišč pri nas, ki jih zgodovinarji lahko pomnožijo najmanj še s 3, kaže, da je po koncu vojne, po ocenah zgodovine, našlo smrt na teritoriju Slovenije res celo do, pomislite, 200 000 različnih ljudi, ki so se umikali proti Avstriji. Očitno je Slovenija en tak velik, še nepožegnan Britov, na katerem je revolucija za svoje lastne oblasti željne interese zlorabila celo okupacijo leta 1941, kot je bil v svojem prvem predvolilnem času za predsednika države, to je bilo leta 2007, izjavil Danilo Turk in seveda izdatno razjezil poglavarja borcev Stanovnika. No, seveda je potem Turk svojo izjavo primerno retuširal, sicer ne bi dobil borčevske podpore za svoj prvi predsedniški mandat, v katerem pa bo prišel v zgodovino tudi zaradi svoje izjemno obscene izjave o drugorazrednosti odkritja Hude jame, ki si jo je bil možakar privoščil 8. marca leta 2009 in to baš v Trbovljah. No in prav ta Huda jama je danes dolgo pričakovana spravno naravnana točka minulega oktobrskega ponedeljka, ko se je zgodil verski obred enega simbolnega pokopa po vojni pobitih in z žico zvezanih vojnih ujetnikov in nemara seveda tudi civilistov, ki so jih partizanski heroji pometali v 3 jaške barbarinega rova v Hudi jami
in jih z 11 pregradami, nekatere še žive seveda tudi, zazidali pred zgodovino in pred svojo lastno vestjo, če so jo imeli. Simbolni krščanski pogreb, s katerim se je tako začel prenos 800 posmrtnih ostankov iz prvega šohta Hude jame v mariborski spominski park Dobrava, je hkrati gotovo tudi, bi rekli, en začetek konkretnega spravnega procesa, s katerim je narejen, kot rečeno, prvi korak, na katerega se je čakalo dolgih 7 let. No, pri tem dogodku pa je treba resnici na ljubo, če smo pošteni, čestitati seveda predsedniku države Borutu Pahorju, da je bil tam pred Hudo jamo in da je ves čas v dogovoru s komisijo, ki se je dogovarjala in usklajevala stališča deležnikov v zvezi s pogrebno lokacijo, jasno podpiral to pietetno slovesnost pričetka prenosa in seveda tudi javnega pokopa posmrtnih ostankov, saj se je zavedal, da je treba to storiti zaradi preteklosti in pa boljše prihodnosti, kot je bil izjavil, in še dodal, da je Slovenija s tem začela reševati enega najbolj dramatičnih zgodovinskih izzivov. Izzivov, ki bo v prihodnjih 17 mesecih iz še 2 jaškov Hude jame izvršil izkop in prenos posmrtnih ostankov, po oceni zgodovinarja Mitje Ferenca, kar za približno 3000 tam po vojni pobitih ljudi. No, že ta mesec 27. oktobra pa bo v spominskem parku v Dobravi pri Mariboru tudi pogrebna slovesnost pokopa posmrtnih ostankov iz trenutne kostnice v Hudi jami. Da je bil ta obredni dogodek v ponedeljek pred Hudo jamo izjemno prelomen, se seveda strinjajo vsi, četudi bi morda nekateri sorodniki žrtev radi posmrtne ostanke vseeno pokopali na Teharjih, kjer je seveda že sedaj kraj spomina na trpljenje in na tisoče po vojni pobitih žrtev. Tam na Teharjih, kodar je povojna falanga borčevskih herojev vodila taborišče vojnih ujetnikov, je po oceni zgodovinarjev pokopanih vsaj 5000 sadistično mučenih in izvensodno pobitih vojnih ujetnikov, kot je bilo pred nekaj dnevi objavljeno tudi v TV odmevih nacionalne televizije ob priliki poročanja o tem verskem obredu. Seveda pa je nacionalna televizija, tako kot tudi drugi levo obvladani mediji, povsem ignorirala izkopavanje povojnega grobišča Košnice pri Celju, ki se je dogajalo prejšnji mesec, tam, kjer so heroji seveda pobili 600 ljudi, Celjanov, tako so rekli. In ta lokacija se še sedaj izkopava. Prav tako ni nihče poročal o izkopavanju posmrtnih ostankov iz Krimske jame, ki so ga izvedli minuli mesec jamari iz Borovnice ob sodelovanju strokovnjakov, arheologov in mnogih prostovoljcev. No, rezultat iz te Krimske jame je seveda vse šokiral, saj so bili med 26 žrtvami tudi posmrtni ostanki 3 otrok, od tega skelet še nerojenega dojenčka. Mladoletnih žrtev je bilo skupno 9, kot so odkrili. No, o tem televizija seveda ni poročala, saj bi potem morala poročati, da je ta poboj civilistov in tudi partizanov, kot je bilo očitno, med majem in julijem leta 1942 izvedla 3. četa 1. bataljona Ljubo Šercer. Sami heroji, kaj ne da. Ko poskušamo dojeti, če smo toliko senzibilni seveda, vsa ta letošnja jesenska pietetna dogajanja, ki so ključna, če ne celo usodna za ponovno sestavljanje enega spravnega zgodovinskega narodovega procesa, ki poravnava dolgove preteklosti in to predvsem za prihodnost. Potem se je treba seveda vprašati, zakaj predstavnikov borčevskih herojev z vsemi svojimi vrednotami vred ni bilo tam pred Hudo jamo. No, najbrž še ne premorejo, kaneda, niti po 70 letih pogleda na tiste svoje vrednote, ki jih zdaj država končno pokopava skladno s civilizacijskimi standardi. Borčevski eksponenti kakopak
raje še naprej črpajo proračunska sredstva in organizirajo svoje lastne bakhanalije pod rdečo zvezdo, slavijo z mahanjem zastav neobstoječe države, z raznimi klonovskimi uniformiranci halucinirajo o svojih mitih in legendah ter po butnglavsko častijo skale svojega medvojnega skrivaštva. No, le tistih lokacij, kjer so bile dolgo časa skrite njihove nadvse herojske in konkretne vrednote, no teh lokacij seveda še niso v stanju integrirati v svojo zgodovinsko in očitno še vedno eno tako stripovsko zavest. Zato se seveda tudi ne gre čuditi, če so bili borci proti samostojni Sloveniji leta 1991 in da je njihov predsednik Janez Stanovnik še aprila 1989, ko je šlo že vse cugrunt, izjavljal, da bi bila takrat odcepitev Slovenije samomor. V tem kontekstu in seveda ob dejstvu, da je danes v Sloveniji še vedno 60 000 fantomskih deležnikov, ki kasirajo borčevske dodatke in pokojnine, v tem kontekstu je torej treba gledati tudi njihovo skrivanje povojnih pobojev in pa odsotnost sposobnosti soočanja s temi morišči, ki jih je po Sloveniji vse polno in ki so se dogajala pod sijem rdeče zvezde. No in v povezavi s tem seveda se tudi ne gre čuditi Cerarjevi ministrici za obrambo Andreji Katič in njenemu, bi rekli, obscenemu odgovoru poslancu Žanu Mahniču v zvezi z njenim nastopom na spominskem srečanju borcev na Graški gori letošnjega avgusta, ki so ga poimenovali, pomislite, pod rdečo zvezdo smo bili močnejši. Ko jo je poslanec vprašal, ali je bil po mnenju obrambne ministrice slovenski narod močnejši v enopartijski komunistični Jugoslaviji v času vladavine rdeče zvezde, ali je to danes morda, mu je ministrica odgovorila, da je bistvo rdeče zvezde očem skrito in da je potrebno gledati s srcem. Citirala je Malega princa. No ja, če bi bila Katičeva malo bolj, bi rekli, izobražena in pa tudi prisotna pred hudo jamo, bi videla, da bistvo rdeče zvezde ni nič skrito očem, ampak je sila in zelo grdo konkretno. Skratka, drage gledalke in spoštovani gledalci Slovenskega globusa in naše televizije ETV, jesenska barvitost pri nas zares postaja čedalje bolj barvita v vseh pogledih in se vse bolj sooča z realnostjo naših domačih družbenih razmer, ki so zlasti za mlade, bi rekli, in tudi za vse brezposelne, nadvse življenjsko usodne in tudi sila konkretne. Na take razmere se seveda ne obnese, če jih gledamo samo srcem, ampak jih je treba umestiti tudi v povsem konkretno vsakdanjo ekonomsko sfero, položnici njenega vobčega preživetja. Oktober je seveda tudi mesec, ko se kakih 80 000 študentov odpravi na pot v univerzitetna mesta, po študiju pa večina njih seveda na Zavod za zaposlovanje ali pa v Avstrijo, koder se je lansko leto zaposlilo kar 12 000 naših državljanov. No, če bo zaposlovanje šlo s tako hitrostjo naprej, nam bo kar Avstrija rešila brezposelnost v 10 letih. Sicer se Cerar, kot slišimo, rad hvali z nižjo brezposelnostjo in višjo gospodarsko rastjo, čeprav sem prepričan, da ne ve, od kje je vse to. Drage gledalke in spoštovani gledalci, letošnja barvita oktobrska jesen je seveda tu. Čas neusmiljeno teče, Turk je popušil v Združenih narodih, kmalu bodo novemberski prazniki, pa potem zahvalna nedelja in seveda veseli Martin, da ne omenjam, kako nam Cerarjeva vlada počasi in potiho tiste begunske centre zdaj spreminja kar v nastanitvene, ter nam sploh dovaža, ne po naši volji, seveda nekakšne migrante, ki bremenijo proračun po glavi vsakega mesečno za 2000 evrov, medtem ko ta ista vlada ni sposobna skupaj spraviti 50 000 evrov za celo leto za ohranitev šole, osnovne šole v Osilnici. Tudi to je tale naša
politična, barvita jesen, ki bo vsak čas seveda interpelirana. Pa srečno.